Jabolka, hruške in knjige. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v podkastu Jabolka, hruške in knjige. Z vami sem Jan Strgar in v studiu se mi je pridružil Zoran Smiljanić. Zoran, pozdravljeni. Dober dan, hvala za povabilo. Torej, z nama na mizi je tale vaš nov strip in sicer o Fritzu Langu z naslovom Ljutomer, Berlin, Hollywood. Meni je takoj padel v oči tale Ljutomer, ker zgleda, kot da nekako ne spada v rang teh velikih mest kot sta Berlin in pa Hollywood kot soseska Los Angelesa. Kako je torej točno Ljutomer povezan s Fritzom Langom? Ne spada, zato je tudi poetičen oziroma zagoneten naslov, ki spodbuja k branju, ampak po svoje pa tudi spada. Kako je povezan? Fritz Lang je kot mladi častnik v prvi svetovni vojni preživel v Ljutomeru pol leta. Kot častnik je imel pravico bivati v privatni sobi in to je bilo pri doktorju Karolu Grossmanu, ki velja za pionirja slovenskega filma, torej posnel je prve filme, bil je pravnik, bil je zelo izobražen, imel je bogato knjižnico, bil je tudi fotograf in uprizarjal je igre in kup stvari je počel za svojo družino, zase in za kraj. In ta dva človeka, ko sta se srečala, je med njima takoj kliknilo, sta se razumela, oba dva sta imela rada umetnost, tehnične novotarije in lahko rečemo, da je Grossman Fritza Langa, mladega 25-letnega, da ga je nekako usmeril v film. Lang je sicer poznal film, ker je bil prej študiral v Parizu, ampak je mislil, da bo slikar in kipar. In kot je rekel Tomaž Hrovat iz Grossmanovega festivala, Fritz Lang je prišel v Ljutomer kot kipar in slikar, iz njega je pa odšel kot filmar. Tako je. Torej, dejansko je ta gospod Grossman imel res veliko vpliv na Fritza Langa, ne? Nedvomno. Jaz sem kot klasičen cinik, sploh tak, mislim, da nam je to kar navadi. Takoj, ko sem slišal za to, pomislil, to je neka klasična slovenska fura, ne? Fritz Lang je šel enkrat z vlakom skozi Ljutomer in zato je zdaj to povezano. To tudi ste v stripu omenili, ne? Ampak dejansko je res tukaj nek dejanski velik vpliv. Ja, ta kompleks malih narodov, ki si lasti vsakega, ki gre z vlakom enkrat skozi, ne, kot je James Joyce pomotoma izstopil v Ljubljani, ne, in že dobil ne ravno spomenik, ampak neko obeležje. Ne. Ampak tukaj ne gre za to. Tukaj je res preživel nekaj časa in mogoče pustil tudi globje sledove, kot se vidi na prvi pogled. Torej ne samo te dve vazi, ki sta se ohranili, take dekorativni veliki vazi, in dva portreta Bakha, tega boga vina in užitka, ne, bakanali, torej to je on ustvaril v tej lokalni delavnici z glino, ne vem zdaj, kako se reče. In torej poleg tega je lahko pustil še neke druge sledove in tle prehajamo delno na področje špekulacije, kjer tudi to zgodbo tematiziram. Ne. Lahko je, lahko da ni, ampak velika verjetnost je, da je, glede na Langov karakter. Ne. Predvsem je pa pomembno to, da jaz se vedno lotevam stripov, biografij, karkoli, tem, ki so povezani z lokalnim okoljem, torej s Slovenijo. Ne. Vedno ne maram nekaj znanstveno fantastične ali karkoli postaviti v neko tujo deželo, ne, ker ne vem nič od njih, ampak govorimo o ljudeh, ki so vsaj tukaj bivali nekaj časa in imeli neke kontakte s Slovenijo, če niso bliže Slovenci. Tako je, potem pa če se vrneva malo nazaj v vaši ustvarjalni poti, in sicer pred nekaj leti je šel tudi vaš strip Črni plamen o požigu Narodnega doma. Tega ste ustvarili v sodelovanju z vašim sinom, ki je zgodovinar. Lahko samo malo poveste, kako je v bistvu prišlo do tega sodelovanja in kako je to potekalo?
No, ko se je bližala 100. obletnica požiga Narodnega doma, sva nekako naju tema pritegnila, z zamejskimi Slovencami smo se pogovarjali, ali bi ali ne bi. Jaz sem bil malo tako v dilemi, ne, ali bi zdaj posvetil leto in pol svojega življenja, ker za en takle strip je treba 1 leto sedeti za mizo krepko, ne, in krepko delati. No, potem je pa nekako prišlo do tega, da je Ivan, moj sin, zgodovinar, našel opis iz časopisa, kako so te fašisti, takrat še škvadristi, kako so pred gorečim Narodnim domom besno, ekstatično, orgiastično plesali, in ta slika mi je nekako bila, tisti sprožilec, da sem rekel, hočem to delati, hočem to početi, ne. Ko sem se predvsem jaz odločil, da greva v to, sva prebrala kup knjig o tej temi. Ivan je pa odkril še časopise iz tistega obdobja, in sicer slovenske in italijanske, in kot pravi zgodovinar je rekel, dajmo, glede na to, da ni jasno točno, kaj se je dogajalo v določenim, mislim, jasno je, da so ga zažgali, ampak italijanski časopisi so rekli, da so ga Slovenci sami zažgali itd. Torej, bile so 2 verziji, slovenska in italijanska, in Ivan je rekel, dajmo to sopostaviti, pa naj se bralec sam odloči, a ne. In dejansko sva midva, ko sva začela, sva to iz neke take svete jeze, a ne, iz neke prizadetosti, kad češ, Italijani, fašisti so nam zažgali Narodni dom, ne. Ampak kot ustvarjalec moraš ta čustva potlačati, jih moraš odmisliti, se moraš distancirati od njih, ne. In Ivan je našel genialen način, torej, da 2 resnici sopostaviva, s tem, da je italijanska, je rekel, zelo blesava, imajo neke take trapaste interpretacije in jasno je, kaj se je zares zgodilo in da je šlo za pohod fašizma, ne. In ni bil sam Narodni dom takrat žrtev, ampak še 26 drugih objektov po Trstu in tako da. Ampak mi s takim pristopom sva lahko si lastila objektivnost in sva prišla celo do tega, da so nama strip prevedli v italijanščino in ga predstavljava v tem severovzhodnem delu od Trsta do, ne vem, Vidma, Pordenoneja, ne, po različnih knjigarnah, po različnih knjižnicah, in prihajajo Italijani in poslušajo. Sicer to ni ta desni italijansko, a ne, ampak so pač te levičarska Italija, leva odprta, ki z zanimanjem poslušajo in ne vejo, kaj se je dogajalo, ne. Tako da je bilo to zelo uspešen projekt. Kako pa ste torej raziskovali življenje Fritza Langa? Vse, kar se je dalo dobiti o njemu, en kup knjig sem prebral, oziroma knjig je več kot 100, ne, torej ne da se vseh prebrati, tudi v vseh jezikih. Obstaja neke referenčne 2, 3 in ena slovenska od Jureta Mikuža in Zdenka Vrlovca, ki sta nekako postavila to tezo, da motivi iz Ljutomerske cerkve in Svete Gore in Dornave, da se nahajajo ne samo v teh vazah, ki jih je Fritz Lang izdeloval, ampak tudi v njegovih poznejših filmih, torej Nibelungi, Ženska na Luni in tako naprej. Torej, da je bil ta vpliv slovenske umetnosti veliko bolj daljnosežen, kot se zdi. Potem pa, če se premakneva še čisto na začetek, če greva kronološko tako nekako nazaj, zakaj ste torej vi sploh izbrali strip? Kaj je vas pritegnilo k stripovskemu ustvarjanju? Z Grossmanovim festivalom sem bil že prej povezan, nekako smisel za humor pa občudovanje teh čudnih filmov, grozljivk, ki so bili na tem festivalu in tako naprej. In smo ratali prijatelji. In nekega dne je padla pač ideja, da kaj če bi jaz narisal strip, ne, ker najprej so nameravali posneti film, dokumentarni, ampak potem je prišlo, da bi bil strip mogoče boljša izbira. In jaz sem tu spet nekaj časa cincal, ampak
Fritza Langa sem imel že nekako v sistemu, že kot otrok sem gledal te njegove filme, ne da bi vedel, da jih je režiral Fritz Lang. In skozi čas je nekako bil vedno prisoten v mojem življenju, ne sicer tako intenzivno, ampak dovolj, da sem rekel, ja, to pa hočem še dodatno raziskati in narediti iz tega kaj. Torej, vedno nekje izhajam iz sebe, ne sprejmem vsakega projekta kar tako, če mi nekdo ponudi, vedno moram jaz imeti neko željo, neko iskro, neki vzgib, ki me prepriča, da je vredno leto in pol življenja pustiti za to. In tukaj sem še sam napisal scenarij, torej branje knjig, gledanje filmov, tudi spraševal sem, konzultiral sem nekatere naše izpostavljene kritike, kot je Marcel Štefančič, ki so mi povedali zanimive stvari in teorije, in pa sem to nekako združil v en tak svoj scenarij in ga zrisal in zadeva je tukaj. Potem pa, če se še malo distanciramo od knjige same, torej kako ste nekako samo postali striper uopće, torej ne samo glede tega stripa, ampak kot karijera? Stripe sem imel rad že kot otrok in kot otrok sem rad risal, rad sem imel tudi filme in knjige, ampak stripi so nekako začutil sem to magijo, ta jezik stripa sem takoj posrkal, tako kot danes mladina posrka, pametne telefone, o katerih jaz nimam pojma. Ampak strip je bil takrat medij zame. Najprej sem sicer hotel biti stripovski junak, ampak ker se to ni šlo, nisem se znal preveč dobro pretepati, je prišlo do tega, da bom pač stripovski avtor. In to je bilo že precej zgodaj, kar jasno mi je bilo, da bo to tako. Že kot otrok sem malo prerisoval stripe, malo delal svoje. Na srednji šoli za oblikovanje sem praktično začel take risati prve, ne glih profesionalne, ampak take, da so izgledali kot stripi, da niso bile neke krace otroške. In po vojski, torej ko sem bil star nekje 20 let, sem objavil prvi strip. Torej, strip mi je bil položen v zibko in popil sem ga z materinim mlekom. Kaj pa, če se postavite še v drugo vlogo, torej ne kot ustvarjalec, ampak kot bralec, rekli ste, da ste že v otroštvu imeli radi stripe, po čem pa danes posežete? Ja, jaz še vedno berem stripe, še vedno me navdušujejo, še vedno je, sicer težko najdem take, ki bi me res navdušili, osupli, kot ko sem bil otrok, ampak otroštvo je tako posebna čarobna pokrajina, kjer stvari doživljaš na neponovljiv način, ki se jih potem ne da več ponoviti, ko enkrat odrasteš. Ampak strip je še vedno, se razvija, strip ima veliko zanimivih avtorjev, veliko zanimivih pristopov, stilov, tako da še vedno sem lačen, še vedno jih kupujem in berem in uživam v njih. Imate mogoče kakšen slovenski strip, ki bi ga priporočili v branje? Ja, praktično vse od Tomaža Lavriča, ki je naš stripovski avtor svetovnega razreda. Zadnje sem prebral, kar me je navdušil, Super junaki od Jakoba Klemenčiča. Je kar nekaj zanimivih avtorjev. Imamo Gašper Kranjc, Zimske ptice, Vaške ptice, Mestne ptice, trilogija zelo dobra. Torej imamo kar nekaj avtorjev slovenskih, vsak mora odkriti svojega, ampak Tomaž Lavrič je pa neka stalnica, karkoli od njega bomo vzeli v roke, bomo navdušeni nad njegovo mojstrstvo, likovno mojstrstvom in pripovedovanjem zgodb in širjenjem žanra stripa. V samem stripu ste tudi opisali vašo prvo izkušnjo z Langom, z njegovim filmom. Kot ste že povedali, se takrat sicer še niste zavedali, da je to film Fritza Langa, ampak vseeno vas je pa osupnil. Kateri je pa vaš najljubši Langov film? Ja, gotovo Mesto išče morilca, to je nekako velja tudi za njegov najboljši film. Tle je res dosegel neslutene. Film je iz 30 let, torej prvi njegov zvočni film o serijskem morilcu, in to ne klasičen serijski morilec, ampak najhujše vrste, torej serijske morilce otrok.
In Lang nas spretno režisersko roko pelje skozi to zgodbo, tako da na koncu do te pošasti, do tega izmečka, ne, čutimo celo nekakšno razumevanje in celo simpatijo, ne, kar je nekaj neverjetnega, ne, mogoče nekaj podobnega ponovil veliko let, 30 let pozneje Alfred Hitchcock v Psihu. Torej, to so res taki prelomni filmi, ki spremenijo pogled na film in ko se zazre sam vase, tudi vidiš, da je v tebi nekaj premaknil ta film. In to so res taki filmi, ki so za filmsko zgodovino, in Lang je to dosegel z filmom M. Veliko je še filmov, ki so zanimivi, ki so drugačni, njegova estetika, mrakobnost mi je všeč, njegov mračen smisel za humor, njegov nagnjenost k nesrečnim koncem, ne, njegovi junaki, ki so nekako prekleti. Veliko je momentov, ki so mi všeč pri Langu, ampak v filmu M, Mesto išče morilca, je vse to zgostil in dosegel tako rekoč popolnost. Torej, omenili ste že, da Lang je v svojih filmih odpiral zelo tudi nore teme oziroma nenormalne. Ne? Provokativne. Tako tudi, ja, tudi erotika in takšne stvari. V bistvu je imel na nek način dokajšno srečo, da je na začetku svoje kariere deloval v obdobju v Weimarski Nemčiji, ki je to tudi dopuščalo, ki je bilo dovolj svobodno, dovolj svobodomiselno, da je dopuščalo tak način. Ja, relativno hitro je kako bi rekel, uspel v tem filmskem svetu in relativno hitro je dobil krepke denarja za svoje projekte. Delal je, kar je hotel, projekte si je zbiral sam, večinoma je scenarije pisal svojo soprogo Theo von Harbou. Posnel je najdražji film vseh časov, nemški Metropolis, ne, ki je res še danes nekaj posebenega, ne, zgodban mogoče niti ne, ampak tehnično je pa usupljiv. Nibelung je tudi, ampak to je bilo tudi prekletstvo, ne, ko je moral leta 1933 pred nacizmom zbežati najprej v Francijo, potem pa v Združene države. Je tam naletel na čisto drugačen način izdelave filmov, kjer je bil režiser ne kralj sveta, ne najpomembnejši element filma, ampak je bil izvajalec, najeti delavec, ki je služil studijem, ki je služil igralcem, ki je služil publiki in predvsem njegovem veličanstvu denarju. V Ameriki je denar vse, v Evropi je bilo pa saj takrat umetnost in ustvarjanje bolj pomembno od denarja. Tako je, in če ste že ravno omenili ta trg Fritza Langa v to vsemogočno silo profita in denarja v Ameriki, on je to večkrat izkusil tudi v filmu v Neskončnost, praktično kritizira to, da so postavljali Američani profitabilnost pred neko umetniško vrednost, da so mu tudi uničili nekaj filmov, recimo Zrez in take stvari, da je bil krajši. Kako na to vi gledate, v bistvu na ta neskončni pritisk na umetnost, da se podredi kapitalu? Težko je reči, ne, zdaj se opredeliti za eno ali drugo. Ne. Rezultate dajo, najboljše rezultate da kombinacija obojega. Ne pozabimo, Fritz Lang je v ameriški film vseeno prinesel neki evropski temperament, neki evropski način razmišljanja, ne, ki se čuti, ne, da je drugačen. Ko je posnel western, ni bil to tak rutiniran ameriški western, ampak je tak ustvarjalen, krši pravila in se zatika, ne, ampak je nekaj posebnega. Ne. Tako da on je bil mogoče petelin, ki je prezgodaj zapel, pa ga niso pustili. Ne. Za razliko od njega je njegov sodobnik, neki mlajši Hitchcock, je pa že zelo zgodaj uspel. In je držal tudi v Ameriki en tak svoj status, da je lahko si izboril eno svojo ustvarjalno avtonomijo, medtem ker Fritz Lang tega ni, bil dosti neuspešnih filmov je posnel in je moral se prilagajati. Ne. Včasih je posnel res tak B ali celo C filme, samo zato, da je imel delo, da je imel denar. In nekako ni mu uspel
posneti res velikih filmov oziroma narediti take briljantne kariere, kot jo je na primer Hitchcock. Ampak v letih konec 60. in 70. Torej, ko je ta novi Hollywood razvoj avtorskega filma, ko se je pojavil, so večina teh režiserjev navedli Fritza Langa kot vzor, kot nekoga, pri katerem so se učili. In ti fantje so zelo uspešno od Spielberga, Scorseseja, Coppole, Lucasa, De Palme in tako naprej. Ti fantje so zelo uspešno krmarili med evropskim avtorskim filmom in ameriškim komercialnim filmom, recimo tako, ne. Torej, gledalce so tudi senzibilizirali, da so več lahko kupili, pojedli, bolj takih odštekanih, nenavadnih stvari. In takrat je ameriški film praktično doživel največji razcvet, ne. Konec 70. je potem ta formula nekako se iztrošila in od 80. let naprej imamo precej žalostno stanje v ameriški kinematografiji, ne. Ravno zato, ker so filmi zelo ameriški, ne. Če se pa združi Evropa, ki je avtorska, ampak po svoje tudi malo dolgočasna, in Amerika, ki je zelo funkcionalna, pa finančno usmerjena, če se to dvoje združi, po mojih izkušnjah oziroma mojem pogledu se dobi najboljše rezultate. Torej, in Fritz Lang je bil en prvih, ki je pripeljal ta avtorski glas v Ameriko in ga je ohranjal kljub temu, da ni imel ravno najboljših pogojev, in to sem seveda tematiziral v tem stripu. Ja, kot ste imeli, sodobnemu filmu se velikokrat očita, da je nekako preveč korporativen, da je preveč takšen. Sploh so posneti ko so posneti po stripih, so sploh grozni. Mislim, prvič ameriški stripi niso všeč, drugi so pa taka štanca računalniško, da težko kaj premakne v meni, ne. Kljub temu, da naj bi mi bilo všeč, da so posneti po stripih, ampak to je taka nesrečna poroka, ne. Ampak dokler bojo služili denar, bojo snemali, nekega dne se bo pa tudi to ustavilo. No, ravno to sem vas hotel vprašati, kako vi gledate na to, torej kot ljubitelj filma in kot stripar, na tega nekega hegemona, ki se je pojavil tukaj, torej Marvel, tudi DC, ki sta začela v nekaterih pogledih zelo dominirati tako filmski kot stripovski svet. Ja, bi se strinjal s Scorsesejem, ki je rekel, da to niso filmi, da so to tematski parki, ne. To so luna parki, kjer imaš ti ringelšpil, se zabava, skozi nekaj se ropota, skozi se nekaj dogaja, ampak nič se zares ne zgodi. In nič se ves čas se premika, ampak nič se zares ne premakne. Filmi so statični, skopi, vsi se bojijo, probajo, no, sej kakšen Joker proba kaj narediti, malo korak ven, ampak zares pa ne. Mogoče edin, ki bi ga omenil, časna izjema, je Sin City, mesto greha, ne, ki pa ni iz tega Marvel pa DC univerzuma, ne, superherojev. Vsi superheroji pa mene, moram reči, to osebno dolgočasijo. Namenjeni so predvsem mladini, ki rabi nekaj, da ropota, da poka, da eksplodira, pa kokice in ne vem, Coca-Cola pijejo zraven in se zabavajo, ne. To ni nekako moja vrsta zabave. Torej, potem, če se kar na to navežem, da so te stripi bolj, oziroma tudi filmi, ampak če povežemo to z stripi, da so bolj namenjeni mladini, a ne. En izmed problemov, ki ga jaz mogoče osebno vidim, pri mogoče manjši popularizaciji stripa je to, da veliko ljudi jih bere kot otroka, ne, razne Asterixe in Obelixe in podobne stvari. Potem pa se nastane neka vrzel in potem zgubijo stik s stripi in stripi dobijo jaz mislim, da zelo nepravičen sloves, da je to neka otročja stvar. Ali pa šunt. Tako je. Ja, to se je tudi meni zgodilo. Jaz sem prerastel te komandante Marke, Zagorje, Tekse, Veliki Black, te Bonelijeve pač, ne. Stripe za otroke in zgodnjo puberteto, ne. In nenadoma sem se znašel v vakuumu. In če ne bi prišla neka francoska revija Metal Hurlion, Tuleče železo, ker so bili avtorski, pogumni stripi, taki likovno izdelani, kjer je bil tudi seksualnost, politika in nasilje tematizirano, ne. To so bili stripi za odrasla, ne.
In bi tudi vprašanje, kaj, mislim, bi nehal pač brati, ne, ali pa. Ampak takrat se je to zgodilo in se je odprlo tam sredi 70-ih novo področje, tako da sem jaz padel v to, ampak razumem, o čem govorite, ko pravite, da ni nekega logičnega nadaljevanja iz otroškega sveta v svet odraslih. Ne. Recimo, ne vem, v Franciji imajo stripe od 12 do 14, take teme, zgodovinske, odraščanje, puberteta. Na Japonskem imamo mange za vsak okus, vsa leta. Ne. Pri nas je pa tako. Ne. Ali so odrasli, ali so, ne moreš pričakovati od, ne vem, 13-14-letnika, da bo začel stripburger brati, ker so mogoče malo preveč zahtevni, ali pa kakšne take stripe za odrasle. Tako da je to problem, ampak delamo na tem, da ga rešimo. Sem ravno hotel vprašati, se vam zdi, da vseeno tečejo stvari v neko pozitivno smer? Zdi se mi, da ja. Še pred 10-15 leti nas je bilo risarjev zelo malo. Mislil sem, da bo to, ko bo ta moja generacija izumrla, da bo strip tudi z njo šel, ker pač nima gibanja, nima muzike, glasbe, nima tega, kar današnji mladi potrebujejo. Ne. Res, da večinoma berejo tudi starejši stripe, ampak tudi mlajši. No. Tako da zdaj pa nenadoma veliko kup novih avtorjev in predvsem avtoric. In se mi zdi, da se zadeva premika. Ne. Tudi nekaj močnih založb imamo, ki pokriva te vmesne vage knjige, pokrivajo te vmesne obdobja, ne, od otroštva do adolescence, tako da sem kar optimističen, kar se tiče prihodnosti stripa. Še to temo ste odprli, pa sem se hotel tudi jaz dotakniti. Med drugim je tudi nek sloves stripa, da je to bolj fantovska stvar, ne, da je to bolj moška stvar. Pa se mi zdi, da tudi po tej plati, da se dogajajo pozitivne stvari, da je več recimo avtoric stripa, da je več tudi bralk. Ja. Če pogledamo letošnjo Tinto za originalni domači strip sta nominirani 2 avtorici in en avtor, ne, kar je, kako bi rekel, redkost, ampak povsem zasluženo. Vzpon avtoric se vsekakor dogaja, prinesli so neko svoj način izražanja, svojo poetiko, svojo lepoto tudi. In če bi navedel, kaj novega se je zares zgodilo v zadnjih 5 letih pri slovenskem stripu, pa tudi v svetovnem, je to vsekakor prihod avtoric, ki so, rekel, nas že malo utrujene fante, ki vedno ponavljajo iste zgodbe, so nas, rekel, zaobšle in ponudile nekaj novega in svežega. Torej, potem, če se vrneva še malo na to primerjavo, strip film, na zadnji strani oziroma na zadnji platnici knjige, ne, je Marcel Štefančič junior rekel, da je v bistvu nemi film najbolj podoben stripu, ne? Da je nemi film bolj podoben stripu kot barvnem filmu oziroma zvočnem filmu. Jaz sem razočaran, da jaz nisem prišel kot stripar, da nisem prišel do tega, ampak se zelo strinjam s to izjavo. Ne. Strip ima neki svoj jezik, neko svojo slovnico, nek svoj način pripovedovanja, ki je predvsem vizualen. Ne. Ni nam treba povedati, da neki junak, ki hitro teče, gledajte, kako ta hitro teče, ali pa nekaj, kar že vidimo na sliki, in naslednja slika že vzame v zakup, torej, da on hitro teče in potem gradi zgodbo, da še hitreje teče, ali da nekam priteče, ali karkoli. Torej, strip ima svoj način pripovedovanja in film tudi ima montažo, torej rezi, kadri so posamezne sličice in različni pogledi in tako naprej. In nemi film je res veliko več dal na kulturo pripovedovanja, da je bilo gledalcu jasno, kaj se dogaja, in se ne zanaša toliko na besede, da bo z besedam pojasnil, lej, ta je pa tak, karakterno ali pa tak. Ne, ti moraš pokazati, zakaj je on tak, mislim, kako je on, ne vem, karakterno, da je nekdo ljubosumen, ali da je nekdo nasilen, ali da je nekdo miren. Ti ne boš tega več tega ne zapišeš,
ampak pokažeš s sliko in v tem smislu so bili nemi filmi veliki učitelji nam striparjem pripovedovanja, kultura, način pripovedovanja, kako nekaj povedati, da bo jasno, da bo zanimivo, da bo atraktivno in da bo peljalo zgodbo naprej. Tako da nemi film in strip sta res brata. Potem bo jaz rad vprašal še nekaj glede tega stripa. Meni se zdelo, no, da sem opazil, pa lahko popravite, če sem narobe opazil, ampak da ste v enih trenutkih v bistvu, da je spominjal vaš slog s temi veliko sencami in tega, da je v bistvu malo spominjal na torej slog Fritza Langa. Ne? Je bila to neka zavestna načrtna odločitev? Seveda, zelo se strinjam. Jaz nisem v stripu nisem mogel, nisem si dovolil iti v tehnične detalje oziroma v stil oziroma v teorijo Langovih filmov. Obstaja ogromno knjig, ne, zakaj je Lang, kako je snimal koti, črnine in tako naprej in tega pač, to je dolgočasno in suhoparno, ne morem jaz tega prepisovati. Ne. In kako to vizualno rešiti, tako da povzamem stil, vizualni stil Langovih filmov, torej najprej je neki nemški ekspresionizem, pozneje v Ameriki je film noir, ne, torej veliko črnin, veliko senc, veliko teh pretečih mračnih okolij, ne, čudno osvetljenih, in ga, torej ta Langov stil prenesti v strip, ne, torej ne ravno dobesedno, ampak Langov stil filmski postane moj stripovski stil, ne, in kot vidim, ste vi to opazili in mi je to uspelo in sem zaradi tega zelo zadovoljen. Torej, način, kako tehnične stvari, ki so dolgočasne, prevesti v vizualni jezik. Kaj pa recimo z samo postavitvijo oziroma, če se izrazim, kader v enem okencu, ne? Vidite tudi neko podobnost z filmom, ki ima recimo kader in potem postavitev in kot in razno to? Ja, osnovni element filma je kader oziroma en posnetek, ki traja, ne vem, lahko nekaj sekund, lahko minuto, dve. Osnovni element stripa je pa stran ali tabla, ne? In jaz moram reševati, tle pa nista tako blizu skupaj, ne? Obstaja kontinuiteta, obstaja stil, ampak jaz moram tablo rešiti kot neko likovno celoto. In pri vsaki tabli, pri vsaki strani, jih imamo, ne vem, 125, sem poskušal najti svoj način, kako bo funkcionirala ta tabla, kakšno kompozicijo bo imela, kakšno zaokroženo sporočilo bo imela, kaj bom jaz na posamezni tabli povedal. Tle je pa strip mogoče unikaten, ne? Ena stran, ena tabla je kot en okvir slike, kjer pa ni samo ena slika noter, ampak jih je lahko od 2, 3 do 12, 13, 14, 15 tudi. Vedno je moja izbira, avtorjeva izbira, koliko sličic bo imel in kaj povedal, ampak ta tabla stran mora delovati kot celota, ne? In vsakeč, ko se znajdem pred praznim listom papirja, se znajdem pred problemom, kako to rešiti in da bo to delovalo in poganjalo, da bo delovalo kot posamezna stran in da bo poganjalo dogajanje naprej. Pa stremite pri vašem slogu, pri vaši umetnosti k nekem bolj značilnem slogu, da bi bila neka kontinuiteta v bistvu iz dela v delo, ali se bolj prilagajate vsakemu projektu posebej? Mogoče neka skupni imenovalec mojih stripov je realistični stil, ne? Ampak v zadnjih, ne vem, 10-20 let, 10-15, tudi ta realistični stil razbijam z drugačnimi pristopi, z nadrealizmom, s karikaturo, z različnimi stili, ki se mi zdijo bolj primerni, ne. Temu rečemo mešanje žanrov, ne. Prej sem se, kot mlajši avtor, sem se držal realističnega stila kot pijanec plota, zdaj z leti sem se bolj sprostil, osvobodil in bolj z lahkoto prehajam med stili, seveda, če se mi zdi to potrebno za samo zgodbo, za pripovedovanje, ne. Ne delam tega kar tako, ampak delam z določenim namenom.
Če se potem še vrneva malo na življenje Fritza Langa samega, omenja se že, da je imel neko srečo, da je lahko vsaj del svojega ustvarjalnega obdobja preživel v Weimarski Nemčiji v nekem bolj odprtem obdobju. Vemo seveda, kaj je sedilo v Weimarski Nemčiji, Tretji rajh. On je imel tudi sam v bistvu težave in je bil velik nasprotnik nacizma, tudi potem prebegnil iz Nemčije in se verjamemo, oziroma tako pravi, ni vrnil dolgo časa, ampak je imel v bistvu zaradi tega še vedno v bistvu težave, Po vojni so ga nekateri hoteli prikazati še vedno, da je v bistvu deloval nekako v službi nacizma, da je vsaj malo svojim delom pomagal v bistvu. Ja, tle so določene siva področja. Predvsem se moramo vedeti nekaj. Fritz Lang je bil perfekcionist pri filmu. Torej, on je znal en posnetek snemati po 30, 40, 50, 60 krat. To je ubijajoče za igralce in za ekipo. Mislim, to se je delal cele dneve. On se je ukvarjal z vsakim najmanjšim detaljem. Igralce ni jim dovolil, da bi bili recimo spontani, ampak jim je rekel točno, pojdi tja, naredi to, obrni se, naredi tak izraz, pojdi spet nazaj, in so bili res kot lutke, marionete v njegovih rokah. In predvsem snemanje njegovih filmov je bilo res nočna mora, predvsem za igralce, pa tudi za druge. Predvsem je pa mučil ženske. To je bil neko njegov posebna specialiteta, da jih je med snemanjem filmov, da jih je res poniževal, trpinčil, fizično so morali zdržati neverjetne muke zaradi vloge kao. In kot tak, kot perfekcionist, ki je hotel imeti vse pod nadzorom, je bil tak tudi do svojega življenja. Ni dovolil, da bi se o njemu govorilo kar si kdo domisli, ampak je on vse skrbno nadziral, uredil, popravljal. In tako je tudi svoj življenjepis je režiral, je skrbno pazil, kaj bo prišlo. Tako da, ko omenjate to nemško nacistično epizodo, so tle tudi različni pogledi, da je on bil kar precej tudi zagret za stvar, za nacizem, da je šel zato, ker je vedel, da ne bo več teglaven, da je pač v Ameriki videl svojo priložnost. Torej, obstaja Langova inačica in obstaja inačica nekaterih njegovih sopotnikov, prijateljev, sodelavcev, ljubic, žena. In jaz sem to vključil v narativ tega stripa. Torej, bralec se bo sam odločil, komu bo verjel. A bo verjel Langu, ki ima nekoliko, glede na njegov karakter, popeglano, polikano verzijo svojega življenja, ali bo verjel nekomu drugemu, ki pač najbrž zveni bolj objektivno. Torej, te dve varianti resnice sem striktno upošteval pri stripu. In tle pridemo do vprašanja, kdo ta strip oziroma kdo to knjigo ali film, kdo nam govori. A nam govori, Bog, ki vse ve, ki recimo kot Lev Tolstoj v Vojni in miru, ki pozna skrivnost in misli in čustva vsakega od 50 junakov v tem orjaškem delu. To je kot neke vrste Bog, ki vse vidi in vse ve. Ali imamo pa nekega nezanesljivega pripovedovalca, kar Lang vsekakor je, in ga je treba korigirati z mogoče enim objektivnim pristopom. Torej, vedno kot bralci se moramo vedno zavedati, kdo nam to zgodbo govori in ali mi lahko verjamemo tem, sploh v času, ko smo bolj senzibilizirani za fake news in ostale, kako bi rekel, lažnive interpretacije. Tako da Lang ne moramo ga vzeti za suho zlato in njegove verzije, in tudi ta epizoda z nacizmom ni čisto do konca. Dejstvo je, da je šel takrat, ampak se je vračal, pa ni bilo tako, kot je rekel. In to se mi zdi pomemben element njegove osebnosti, njegove psihologije, da je hotel vse nadzorovati.
ne samo filma, ampak je razširil film izven njegovih meja in je režiral svoje življenje, pa tudi življenje drugih. Tudi življenje svojih ljubic, tudi življenje svojih prijateljev. Ves čas je hotel biti taglaven, ves čas je hotel imeti nadzor in to ga dela nemogočega človeka, zoprnega, težkega, neprijetnega, ampak zelo zanimivega stripovskega junaka, kar sem tudi jaz z veseljem izkoristil. Omenili ste torej to o pripovedovalcu. Vi ste strip postavili nekako tako, da imamo torej Fritza Langa samega, ki je nek ta ne vsevedni pripovedovalec, zraven pa potem ste mu podali še enega spremljevalca, ki poda tudi neko zgodovinski kontekst in tako, kar je seveda iz sodobnosti. In ko omenita ime od nekoga Langovega žene, ljubice, sodelavca, se ta kar pojavi. Jaz sem se dovolil to fantastiko, ta neki usporedni svet in pol on, ta, katerega ime sta omenila, Lang in njegov spremljevalec, torej se pojavi in pove svojo verzijo teh dogodkov. In to se mi zdi en tak mehanizem, domislica, ki jo peljem skozi cel strip. Se mi zdi, da s tem bralec lahko nekaj več izve. Omenili pa ste tudi torej, nek delovni slog Fritza Langa, ki je bil zelo, zelo strog do igralcev, zelo perfekcionist in še kaj najbrž, bi lahko rekli tudi kakšen negativen pridevnik spada zraven. Tudi sadist. Tako, ja, vsaj. A bi v sodobnosti lahko Fritz Lang tak, kot je bil, sploh obstajal in a je to sploh slaba stvar, če ne bi mogel? Mislim, da kot tak ne bi obstajal v času MeToo gibanja in emancipacije tudi, ne samo žensk, ampak tudi raznih cehov in tega, je v tej obliki, mislim, to je bila stvar, kako bi rekel, Hollywooda, da so igralke dobijale vloge prek kavča, najprej so mogle producentom, režiserjem in ne vem kaj spati, potem so šele dobile vloge, da tega danes si ne bi upali, danes tudi, če reče že kaj, je lahko narobe. Najbrž še to obstaja, ampak v manjši meri. V glavnem, ti veliki tiranski, diktatorski režiserji, kot smo jih poznali iz zlate dobe Hollywooda, danes ne bi več mogli obstajati oziroma v zelo milejši obliki. Časi so se spremenili, ljudje so postali bolj emancipirani in ne bi tolerirali kaj takega. Tudi negativna publiciteta bi bila, tam nekdo režiser trpinčil igralko, to bi hitro prišlo v medije, nekdo bi posnel, bi bilo na internetu in bi bila negativna publiciteta za film, studiji tega ne bi dovolili. Danes se vsi smečkajo in se imajo lepo. Dobro, tudi takrat so se delali, da se imajo lepo, čeprav niso bili najboljši odnosi. Ampak danes se pač mislim, da bi mogel biti zelo omiljena verzija samega sebe, Fritz Lang. Ja, torej skozi pogovor sva se dotaknila nekajkrat, torej nek tak pritisk na umetnika, na umetnost, tako iz strani nekega kapitala, nekega profita, kot je bilo v Ameriki, tako iz strani same oblasti, kot je bilo recimo v nacistični Nemčiji, pomanjkanje neke svobode govora, svobodnega izražanja. Nažalost, mislim, da lahko to zaenkrat še manjši meri opažamo tudi sedaj, nek pritisk na umetnost, nek pritisk na umetnike. Tudi če povlečemo paralelo z vašim prejšnjim stripom Črni plamen, obstajajo, kako vi kot umetnik gledate na to? Pa moram reči, da se krepi ta pritisk politike, odločevalcev, teh, ki imajo denar, pa tudi na ustvarjalce. Neki ta nesrečni referendum je kako bi rekel, presegel neko mejo in smo se znašli v nekih drugačnih časih, kot smo bili še pred 10 leti. Torej, politika in kdorkoli ima interes od tega, se lahko zelo lahko spravlja nad umetnike, nad ustvarjalce. Jaz se nimam za umetnika, to je nekaj, kar
ti drugi podelijo, ne pa ti sam sebi. Ampak ustvarjalce, ki pač jim zaradi različnih razlogov ne pašejo. Ne? In vedno je vprašanje denarja, vedno je vprašanje vpliva. Ne? Tako da so se razmere zaostrile, ne samo se pravi, na polju ustvarjalnosti, ampak tudi druge. Ampak po drugi strani nam pa to spet nudi ustvarjalcem neko novo polje, da lahko udarimo nazaj, da lahko povemo, da smo lahko radikalni in uporni. Namreč, če vzamemo obdobje Jugoslavije, se je skozi umetnost marsikaj dal povedati o sistemu diktatorskem, kakršnem koli je že bil, ni bil demokratičen. Ne? In skozi skrite metode ustvarjanja so si marsikateri umetniki upali kritizirati sistem, nekateri so šli predaleč, pa so končali tudi v zaporu, ampak in potem, ko ob osamosvojitvi, ob demokraciji je nastopilo eno zlato obdobje, kjer se je zdelo, da je vse možno, da te noben ne bo nič naredil, da je umetnost nekaj lepega in da je doživel zlate čase ustvarjalne svobode, ampak ni tako. Spet so se začeli mračnejši časi, nekateri ljudje se z veseljem spravljajo in to tako organizirano, sistemsko nad ustvarjalce, ne? In to kar traja in upam si reči, da se poglablja. Tako da je zlatih lepih časov konec in spet se bomo morali domisliti ustvarjalci načinov, kako to presežiti oziroma kako govoriti o času, v katerem živimo. In to je tudi naš namen. Ne? Naš namen ni, da živimo v lepih pogojih in da smo dobro plačani, ampak da nas zafrkavajo in da nas, kako bi rekel, napadajo in takrat mislim, da iz sebe lahko potegnemo najboljše in tudi pustimo neke sledove, ki bodo malo več kot samo dan današnji pa za jutri, ampak bojo malo trajnejši. Torej, kot nek odgovor na pritiske, še več ostrine, še več drznosti, še več svobodomiselnosti. Tako da ni mi, kar se mene tiče, mi ni nič narobe, sicer nisem nič hudega še doživel, ne, razen nekih benignih kritik po internetu, ampak pripraviti je treba tudi na take hude in frontalne napade in tudi odreagirati v smislu z jezikom in na način, ki ga poznamo, torej z ustvarjalnostjo. Tako pa upamo, da vseeno se umetnost ne znajde pod prevelikim pritiskom in da ostane svobodna, odprta še naprej. Upamo tudi mi, ampak moramo biti pripravljeni na najhujšo verzijo. Tako je, zelo lepo povedano. Ob tem bomo končali tokratno epizodo podcasta Jabolke, hruške in knjige. Zoran, še enkrat hvala lepa za ta zelo dober pogovor. Hvala za povabilo. Z vami sem bil Jan Strgar, tonski tehnik pa je bil Vladimir Jovanovič. Jabolka, hruške in knjige.